Ojla, živjo. Spet sem tukaj z vami, danes pa v majčkeno drugačnem okolju. In saj tudi je fajn, da sem kdaj v drugačnem okolju, da ni vedno vsak video z enakim ozadjem, da je malo bolj zanimivo. Za mano je krušna peč, ke kot kaže, jo bomo kar kmalu zakurili, ke se je ohladilo. No, in danes, bi rada z vami delila v bistvu neko moje razmišljanje o besedi oprosti. Na to idejo sem v bistvu prišla zaradi tega, ker imamo v naši skupnosti staršev najstnikov. Zdajle je to tematiko, kdaj od otrok zahtevati, da se opravičijo, kdaj od njih zahtevati, da se opravičujejo med sabo in kdaj se starši opravičimo otrokom. Zelo zanimiva tema oziroma zelo zanimiv pogled na to, kako gledamo na stvari, ko jih nekdo naredi narobe, a ne, da se je zato pač, da je dovolj beseda oprosti. To bo danes moje razmišljanje, ne govorim, da je to za sveto pravilno, ampak rada bi vam razložila, kako jaz, gledam na te stvari in kako gledam tudi pri starših in pri otrocih, kako to vpliva na vzgojo in na odnose med nami, a ne, v bistvu samo ena beseda, ki na neki način naj bi počistila vso nesnago, ki se v odnosih zgodi, a ne. Pač narediš nekaj narobe in rečeš oprosti in je zadeva rešena. No, jaz tega ne vidim tako, to vidim tudi bolj kot eno prisilno dejanje, ki ga človek naredi zato, ker se to spodobi. In bi vam v bistvu rada malo o tem povedala. Če pogledamo pomen besede oprosti, a ne, to pomeni, da s tem priznamo, da smo naredili nekaj narobe in, da v bistvu pobrišemo, neka svoja slaba dejanja ali pa da zahtevamo od drugega, recimo od otroka, da prizna, da je nekaj naredil narobe in se za to opraviči. Ampak kaj je naš cilj, kaj bi radi dosegli s tem, ko rečemo otroku, da recimo svojemu bratcu, sestrici, prijatelju, učiteljici, nam reče oprosti? Mi bi radi s tem dosegli to, da, bi se otrok zavedal, da je nekaj naredil, kar ni okej, da na neki način s to eno besedo pove, da to ni prav in seveda, da tega ne bo nikoli več naredil. To je zelo pomembno in si zapomnite, a ne. To se pravi, ko mi rečemo oprosti, s tem tudi rečemo, tega ne bom nikoli več naredil. Zdaj imamo pa težavo, tukaj se nam že zgodi težava, a ne. Skratka, imamo otroke, ki so v igri, ki komunicirajo z besedami, ki komunicirajo s telesom, ki tudi komunicirajo z nasiljem, a ne. Mi jih v bistvu vzgajamo, učimo, da namesto nasilja lahko uporabljajo druga vedenja. In, ko, pogledamo, a ne, recimo neki konflikt, ko se dva otroka, brat, sestra, prijatelji, ko se dva človeka med sabo ne strinjata, ko pride do vroče krvi, sta vpletena vedno dva, a ne, in ko otrok udari ali pa zabrusi kakšno, a ne, recimo butast si ali pa ne maram te ali pa, ne pašeš v našo družbo, recimo z izločevanjem. Takrat, ko otrok to naredi, ima zadaj za tem neki smisel. Otroci tega ne delajo kar tako, brez veze. Nikoli ne udarijo brez veze, nikoli ne žalijo brez veze, a ne. Tako da, ko mi recimo vidimo neko komunikacijo med dvema otrokoma in vidimo, da je naš otrok nekaj naredil, s čimer pač, kar nam ni všeč, kar vemo, da ni prav, in gremo k otroku in recimo: "Opraviči se, prijatelju, reči mu oprosti." In, večina otrok, a ne, popusti in pol med zobmi zasika: "Oprosti." A ne. Kaj smo mi s tem dosegli? Nič nismo s tem dosegli, zaradi tega, ker nismo raziskali ozadja, nismo raziskali, kaj se je za tem dejanjem, to se pravi za udarcem, za žalitvijo, skrivalo pri našem otroku, kaj je njegov razlog, da je udaril. Jaz, bi v bistvu rada povedala, da ko mi zahtevamo nasilno od otroka,
da se opraviči in tega ne raziščemo, v bistvu ignoriramo njegove občutke. S tem povzročimo to, da je otrok še bolj jezen, da ima občutek, da je zapuščen, da nikamor ne pripada in da smo mu naredili krivico. To pomeni, da se nasilje zaradi tega lahko tudi stopnjuje in da bo to dejanje seveda še večkrat ponovil in tako naprej. Vam bom povedala eno zgodbo. Jaz imam enega malega prijatelja, ki je star 12 let. To se je zgodilo lansko leto. On ima strašno rad tehnični pouk, to je njegov najljubši predmet in je pri tehničnem pouku nekaj naredil in to je tudi predmet, kjer se on vedno 100% potrudi. In je prosil enega sošolca, da mu prime nek papir, ker je mogel nekaj odstrižiti, odrezati. Ko je on to rezal, z idejo, da bo naredil najboljši izdelek v življenju, je ta sošolc premaknil papir. To se pravi, ne vemo, ali ga je premaknil za nalašč ali ga ni za nalašč in to tudi ni pomembno. Temu mojemu prijatelju je bilo tako hudo in je v tistem navalu jeze in razočaranja, da bo pač njegov izdelek zdaj pomanjkljiv, prijel svinčnik od svojega sošolca in ga je zlomil. Učitelj je seveda videl samo to in vsi smo videli samo to, kako je on zlomil svinčnik, kar tako brez veze. No, in seveda je pač dobil podpis, v šoli so zahtevali, da napiše opravičilo temu svojemu sošolcu, pač napisali so mami mail, potem doma je sedel za mizo, jokuje, rekel, napiš mu pismo, napiš mu oprosti, on ne bom in to je trajalo in trajalo in trajalo. In pač v tej situaciji sem jaz prišla tja na obisk in sem rekla, kaj pa se je zgodilo, in je on rekel, ne bom nobenemu povedal, kaj se je zgodilo. In potem sem jaz rekla, okej, bom se šla jaz detektiva in če bom prav raziskovala, mi boš pa rekel, ja, prav imaš. A je v redu? Je rekel, no, prav. In potem sem jaz rekla, jaz si predstavljam, da je ta sošolc tebe nekaj razjezil, da ti je kaj vzel, da ti je kaj počečkal, in samo, ko sem začela o tem govoriti, je on rekel, uničil mi je izdelek. In potem sem jaz rekla, aha, razumem, on ti je uničil izdelek in ti si potem njemu zlomil svinčnik. Ja. In potem sem mu rekla, a pa se tebi zdi prav, da si mu zlomil svinčnik? In je on rekel, ne zdi se mi prav, ampak jaz sem hotel, da njega tako boli, kot je bolelo mene. Okej. A vidite, ne? A vidite smisel? In še zmeraj ne pravim, da je prav, da mu je zlomil svinčnik, in še zmeraj ne pravim, da je to rešena stvar. Potem smo se pogovarjali naprej, tudi mamica je bila vključena in vsi, in pač vprašanje njemu je bilo, kaj lahko narediš, da to popraviš. In on je rekel, ne bom mu rekel oprosti, mu bom pa rekel, da mi je žal, da sem zlomil svinčnik in da bi rad, da on tudi ve, da je meni bilo hudo, ker je on meni uničil izdelek. In v tej situaciji, poglejte, sta bila vključena oba, ki sta bila v tej situaciji. In potem je napisal je na list papirja, kamor bi mogel napisati oprosti, ne morem se opravičiti, ker sem bil jezen in vem, da ni prav, kar sem naredil, ampak nisem znal drugače narediti kot na ta način, da sem povzročil nekaj hudega njemu, zato ker pač sem jaz doživel, da je on tudi meni nekaj hudega naredil. In a vidite, ta beseda oprosti ima precej več stavkov. To se pravi, tukaj vzadje je zavedanje tega, kako sem jaz vključen, kaj je moj delež in kaj je delež tistega mojega prijatelja, sošolca, kogarkoli,
ki se mu moramo opravičiti, oziroma ki bi se tudi on meni lahko opravičil. S tem bi vam rada povedala, da v konfliktih sta vedno dva in vedno sta odgovorna 50-50. Vedno ima eden delež in drugi delež. In zato je smisel tega, da se otroci obnašajo neprimerno, treba raziskati. Tega pa seveda ne delamo takrat, kadar je otrok jezen, kadar je razočaran, kadar je besen, ampak počakamo, da se umiri, počakamo, da ima občutek, da smo ga pripravljeni slišati, razumeti, da ga ne obsojamo, ampak da samo raziskujemo, kaj se je v njegovem svetu dogajalo. To je recimo en del mojega mnenja o oprosti. Poleg tega imam tukaj še eno stvar, ko mi rečemo nekomu oprosti, to pomeni, da tega dejanja nikoli več ne bi mogli ponoviti. Zato, ker to pomeni oprosti, ne bom nikoli več. V odnosih pa to ni tako. Pa dajmo to pogledati v odnosu nas z našim otrokom. Zdaj bom šla na starševsko, pač verjetno bi v več vlogah lahko tole posnela, ampak nočem, da je video predolg. Zato, ker vem, kako v naši skupnosti staršev najstnikov skulam, so to kar orang vprašanja in orang debate, kako reševati neke stvari, da otroci prevzamejo odgovornost in da jih učimo, da prevzamejo odgovornost, da jih učimo, da so samostojni, tudi za stvari, ki pač niso okej, da jih učimo, da teh stvari ne ponavljajo pretirano velikokrat. Seveda učimo jih pa tudi tako, da mi sami skušamo biti odgovorni do svojih dejanj. In zdaj, če pogledamo nas v odnosu z otrokom, in vas bom čisto vprašala, a se kdaj opravičite svojemu otroku? A to tudi izgleda tako, da padete ven in potem mu rečete oprosti? Se ne bom nikoli več. Recimo, govorim o tem, da padete ven, tako da ste fizično nasilni na ta način, da ga mogoče udarite, da ga pač odstranite iz prostora, da ga naženete ven, zgin ven, da ga ponižate, da mu rečete, pač sem vedela, da se ne morem zanesti na tebe, nikoli ne narediš to, kar bi rada, kar te prosim, da ga kaznujete, za kazen pač ne vem kaj ne boš smel, da ignorirate, ker je ena najhujših kazni, da vpijete kar naprej na njega. O tem govorim. In da potem, ko pač končate s to svojo epizodo, se počutite neprijetno, zato ker veste, da pač to starši ne delamo in ni okej. Na tej točki bi se najprej ustavila in bi vam povedala, vsi starši to delamo, vsi kdaj pademo ven, vsi kdaj kaj zasikamo, vsi kdaj nehote v bistvu ponižamo našega otroka, ga primerjamo z drugimi, mu grozimo, ga čustveno izsiljujemo in tako naprej. Velikokrat se tega sploh ne zavedamo. In tukaj bom enako rekla, to, da mi rečemo otroku oprosti, da se opravičimo za neko dejanje, ki smo ga naredili, ni dovolj. S tem ga nič ne naučimo. Samo to, da rečeš oprosti in je zadeva rešena. To je priložnost, da mi otroka ogromno stvari naučimo. To se pravi, spet prvi korak. Najprej se pomirimo. Lahko to naredimo naslednji dan ali pa čez 2 dni. In rečemo, glej, Luka, včeraj, ko sem te 1000-krat prosila, da pospravi kuhinjo in tega nisi naredil, se mi je odpeljalo. Nekaj bi ti rada povedala in to ni to, da se zagovarjam ali pa da se skušam izogniti, ampak moja reakcija ni bila okej. Bila sem utrujena, imela sem vsega dost, in dejansko sem imela občutek, da sem sama za vse, ampak za to nisi ti kriv. To so moje zgodbe, ki jih moram jaz pač sama, mogoče sem slabo organizirana, mogoče si preveč nalagam, pa potem od drugih zahtevam, mogoče, ne vem,
imam kakšen tak čuden vzorec, ki ga moram raziskati, ampak lahko bi reagirala drugače. Namesto da sem začela vpiti in te poniževati, bi lahko prišla k tebi in bi ti rekla: "Glej, jaz imam res dosti, 10-krat sem ti rekla, prosim te, ne želim, da se najin odnos danes razruši zaradi tega, ker bom jaz zdajle znorela, a lahko, prosim, zdajle pospraviš kuhinjo." In s tem pač narediš nekaj za skupnost, pomagaš meni in sebi in tudi najinemu odnosu, da bo ostal povezan. In naslednjič se bom potrudila, da naredim tako. Res mi je žal, da sem znorela. Kaj naredimo? Otroku govorimo o svojih občutkih, govorimo mu, da nismo perfekt, ne ignoriramo svojih vedenj, ne jemljemo si te moči, da mi lahko v odnosu počnemo karkoli, od otroka pa zahtevamo, da je perfekten. In naučimo ga, da občutke deliti ni sramotno. Da to ne pomeni, da so manj vredni, če kdaj rečejo: "Slabo se počutim, jezen sem, dosti imam vsega, utrujen sem, ne da se mi," in tako naprej. Ta beseda oprosti je v bistvu ena taka bližnjica, ki nas reši tega, da bi se poglobili v neki odnos in da bi se poglobili sami vase in da bi se spoznavali. Tako da jaz upam, da sem vam dala kakšno darilo s tem videom, kakšen nov pogled, kakšen nov aha moment. Če sem to naredila, prosim, napišite mi kakšen lušten komentar, zato ker vaši komentarji mi dajo smisel, da snemam. In seveda, če se boste kdaj odločili, ste vabljeni v našo skupnost Skulam. Več o tej skupnosti si lahko pogledate na tej povezavi, tukaj gor. Če vas pa kaj zanima, mi pa lahko tudi pišete v zasebna sporočila na mojem profilu na Facebooku Lea Leonida Mrgole. Zdaj vam pa želim lep dan in hvala, ker skupaj z mano delate lepši svet.